Faktor Eno. Danes raziskujemo Božič, dan, ki je za večino praznik sreče, veselja in božičnih daril. Dvojnih daril, če imaš kot Jezus takrat tudi rojstni dan. Za prepogoste pa je božični čas tudi delaven. Naprimer medicinske delavce, gasilce in seveda za Božička. Da bi razkril vse skrivnosti Božička, sem se usedel prav z njim. Že me veseli. Pozdravljen, tudi mene, Božiček. Že, Bena, že. A vem. Gospod Božiček, vam lahko rečem Božiček? Lahko samo Božiček, lahko. Okay. Ste najdel za parkirati? Ja, na strehi. Za Božič prepotujete milijone kilometrov v eni noči, a dobite nazaj vsaj potne stroške. Ne, Ne. ni povrnjenih potnih stroškov za Božička. Pridni otroci dobijo darila, poredni pa dobijo. Premog, kaj sprašuješ, se veš? Ampak če upoštevamo cene energetikov, a se bo prihodnje leto bolj splačalo biti poreden? Najbrž da res. Otroci, bodite pridni, prosim. Ja, pa še malo je neodgovorno do okolja, a ne? O, definitivno, ja. Ne bi raje ta solarne plošče? Solarne plošče so teže dobaljive kot premog. Mislim, da se meni vsem, a ne, če se stopijo ledeniki. Pač vi ste tam, a ne, doma. Vseeno za Božička. Nekdo bo dobil premog. Vsako leto obiščete milijone domov po svetu, a vas zadnje čase kaj skrbi, da širite poleg veselja tudi koronavirus? Ne, Božička to nič ne skrbi. Čez to košato brado tudi koronavirus ne pride. Koliko hitre so vaše sani? O, moje sani, najhitrejše na celem svetu. Koliko konjev je to? Mislim, koliko jelenov je to? 12 jelenov. Kjer je znamke pa so sani? Honda? Ne, Honda. Ne, a so vaše sani mogoče Nissan, a niso Nissan? Niso. Če hočem poštati Božiček. Obstaja kakšen tečaj za to, ali što je samo severni tečaj? Si navihan, a? Ja. Edini pravi tečaj je severni tečaj. Vprašal sem ga tudi par stvari, ki so me vedno zanimale. Ko slišite, da kdo ne verjame v vas, a vam je kdaj težko verjeti vase? Vedno verjamem vase in v svoje delo. Ok, jaz tudi, tako da nekdo misli. Vi imate seznam vseh pridnih in porednih punc, a ne? A bi lahko videl sam ta poredne? Ne, tega pa Božiček hrani samo zase. Ko obiščete družino Kacin, a date kdaj darila namesto podjelkota? Ne, Božiček ima raje jelko kot jelkota. Vem, da je malo pozno, ampak jaz imam ene par idej za darila, ki bi jih lahko prinesli slovenskim politikom. Ok, Vas zanima, ja? prosim. Borutu Pahorju, ki bo imel v pokoju zdaj ima več časa, lahko prinesete kakšno domačo žival, kakšnega kužka, naprimer, mucka, kakšno miško malo. Miško malo že ima. Ne bi smel povedati. Luka Mesec Ja, bi lahko dobil enega plišastega Che Guevara. Matej Tonin bi lahko dobil par oklepnikov, tistih ta ful predragih. Za Natašo Pirc-Musar pa predlagam ene rdeče copatke, da pokaže solidarnost tudi gospe Božiček. A si ti bral njihova pisma? To so bile čisto vse njihove želje. Še dodaten premog zate. Cool, to pa je to. Hvala lepa. S največjim veseljem, hvala. Aha, še zadnje vprašanje. Ja, A se vam lahko usedem v naročje no homo? sicer imam rajše v naročjih mamice, ampak življenje ni potica. In tako sem razkril vse skrivnosti o Božičku. Zraven pa kot odrasli moški pogruntal, da sedeti drugemu odraslemu moškemu v naročju ni toliko zabaven, kot se sliši. Vesele praznike! Nazaj tebi, Jure. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.